Akademija gradbenih investicij ali na kratko AGI je posebej ustanovljena 50-urna šola v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, v kateri najboljši strokovnjaki iz prakse poučujejo strokovnjake, ki vodijo ali sodelujejo v investicijskem procesu. Ustanovljena je bila torej z namenom razvoja kompetenc in prenosa dobrih praks za čim bolj učinkovito realizacijo investicij. Leta 2022 je tako Akademija gradbenih investicij že 5. leto zapored obravnavala gradbene investicije z področja prometne in komunalne infrastrukture, energetike, industrije ter investicije v javne, poslovne in stanovanjske stavbe. Organizacija AGI združuje več kot 100 strokovnjakov in podjetij, 30-članski strateški svet za investicije in gradbeništvo, 8-članski programski svet, ki je tudi motor akademije in ga vodi magister Slovenko Henigman, ter 8-članski koordinacijski odbor. Z nami sodeluje 30 vrhunskih predavateljev, 3 mednarodni strokovnjaki in 20 partnerskih podjetij, ki so tudi podporniki akademije. Prva izvedba Akademije gradbenih investicij je bila pripravljena leta 2018. Od takrat smo izvedli že 9 akademij, po 2 na leto, na katerih je sodelovalo 184 slušateljev, 160 jih je opravilo vse obveznosti in pridobilo certifikat AGI. Povprečje splošne ocene, ki med drugim vključuje aktualnost, strokovnost in napredek v znanju pri AGI, znaša 4,5. Temu se pridružuje povprečna ocena predavateljev, katere so udeleženci ocenili s povprečjem 4,6. In zakaj bi se posameznik pravzaprav odločil, da obišče AGI? Zaradi ciljev AGI, pregled in analiza investicijskega procesa v vseh fazah izvedbe, usmeritev slušateljev v nove tehnologije in prihodnje izzive pri investicijah, ter razmišljanje o bolj učinkovitem vodenju in izvajanju investicij ter krepitev samozavesti slušateljev. Veseli pa nas, da so z nami vsa ta leta tudi partnerji Akademije gradbenih investicij. Skupaj z vami se krepi celoten ustroj AGI, saj prav vi zagotavljate del udeležencev na posameznih izvedbah. Svet in družba se vse hitreje spreminjata, skoraj vedno jo najbolje odnesejo tisti, ki se najbolj prilagajajo. Za podjetja in zaposlene je tako bistvenega pomena, da skrbijo za širše poznavanje stroke, k čemer veliko pripomore tudi AGI. Vabljeni k udeležbi. Spoštovane gospe in gospodje, dragi kolegi, dobrodošli na Gospodarski zbornici na dnevu odprtih vrat Akademije gradbenih investicij. Prav vesel sem, da ste se nam pridružili. Pričakujemo še eno skupino, ki končuje sestanek, tako da se nam bo še njih 15 kolegov pridružilo, to so glavni gradbeni izvajalci. Ampak kakorkoli mi bomo začeli v tajmingu, tako da se bomo potem lahko še malo pogovorili. Torej res dobrodošli. Mi smo to akademijo ustanovili po prejšnji finančni krizi. Takrat smo razmišljali kar nekaj časa, kako in kaj. In prišlo je do gradbenega trojčka, Zlato investicijsko pravilo, Strateški svet za investicije in gradbeništvo in pa Akademija gradbenih investicij. O tem bomo potem v nadaljevanju še govorili, ampak ta akademija, prvi in glavni začetni namen je bil, da poučimo udeležence, kako ravnati, da se nam situacija v gradbeništvu, ko je vse propadlo ali pa zelo veliko propadlo, ne bi ponovila. To je bil res tisti glavni namen. Ampak to je samo en delček, ker seveda smo usmerjeni v prihodnost. Kako voditi investicije čim bolj učinkovito. Vemo, da smo imeli kar veliko težav, kdaj pa kdaj v posameznem obdobju s kakšno investicijo in zato čim bolj učinkovito voditi investicije. In zato Akademija gradbenih investicij. Ponosni smo, da smo lahko decembra obeležili 5. obletnico. Tukaj smo imeli v tem prostoru polno dvorano, da smo se lahko zahvalili vsem tem akterjem, ki so zelo veliko prispevali k temu, da smo lahko izvedeli 9 akademij in dosegli, lahko rečemo, po mojem mnenju, odlične rezultate. In po 5 letih je nekako nastopil čas, ko se odločamo in pripravljamo temelje, jih krepimo za naslednjih 5 let. In zato tudi smo začeli s takimi aktivnostmi, da akademijo predstavimo tudi širše. In zato sem zelo vesel, da ste danes z nami, da vam lahko predstavimo, kakšen je namen akademije, kako vidimo ta razvoj
tega produkta na gospodarski zbornici. Mi imamo pripravljen, bom rekel, potek tega današnjega dne. V 1 uri bomo končali, na koncu imamo tudi predvidenih 15 minut za razpravo, ker želimo, da tudi poveste svoje mnenje, da vprašate in seveda si želimo, da tudi sodelujemo, bodisi da ste udeleženci ali kako drugače. Jaz bom s tem tale uvod zaključil in bom povabil predsednika Združenja za svetovalni inženiring, ki vodi to akademijo, skupaj z drugimi združenji, ki jih bom potem tudi podrobno predstavil. In prosim gospoda Mikoša, glavnega oziroma svetovalca glavnega direktorja IBE in drugače predsednika našega združenja za uvodne besede. Lep pozdrav vsem v imenu Gospodarske zbornice in seveda tudi v imenu Združenja za svetovalni inženiring, ki ga vodim, in združenja, ki je pravzaprav bilo pobudnik za ustanovitev Akademije gradbenih investicij in je eden od organizatorjev delovanja te akademije. Jaz sem se odločil, da mičkam bolj neformalno spregovorim, ker ne gre za zelo veliko skupino, tako da mislim, da bo tako bolj enostavno, pa tudi mogoče potem kasneje za diskusijo vam bo dalo mičkam več poguma, da tudi kaj vprašate, pa kaj poveste. Če bi poskušal vam pojasniti okoliščine, zakaj smo se v združenju sploh odločili, da organiziramo Akademijo gradbenih investicij, bi morali, bom rekel, seči kar malo nazaj, nekih 15 let nazaj v dogajanje v tem obdobju, da bomo razumeli, zakaj pravzaprav Akademija gradbenih investicij. Namreč dejstvo je, da v slovenskem prostoru za področje investicij je kar nekaj produktov, ki so na razpolago, ampak mi smo se odločili, da organiziramo in ponudimo na trgu Akademijo gradbenih investicij. Torej, zakaj se je to zgodilo? Kako je do tega prišlo? V naši dejavnosti investicij, v kateri seveda sodelujemo svetovalni inženirji, ki se združujemo v Združenju svetovalnega inženiringa, pa seveda izvajalci, gradbeni, montažerji, inženiringi in seveda tudi investitorji, da njih ne pozabimo, nadzorniki in tako naprej. Po letu 2008, ko je začela nastajati velika kriza na področju investicij, je v Sloveniji prišlo do ogromnega padca investicijske dejavnosti. V Sloveniji je padec investicijske dejavnosti bil bistveno večji kot v primerljivih ali pa v drugih evropskih državah, v EU. Mislim, da je bil največji v Evropi. Če je drugje prihajalo do padca investicij 10-20%, v Sloveniji je bil padec 50%. Vemo, da je propadlo, bom rekel, prvih 10 gradbenih podjetij. Da se je cela dejavnost, bom rekel, kadrovsko usula na nek način. Kadri so odšli v druge dejavnosti in so dejansko za našo dejavnost investicij na nek način izgubljeni. In ko smo v združenju ugotavljali teh dobrih 5-6 let nazaj, v kakšni situaciji se nahajamo, ko se je začelo povečevati obseg investicij v državi, seveda smo hitro ugotovili, da so kadri eno od ključnih vprašanj, s katerim se bomo morali začeti ukvarjati, če želimo izboljšati, odnosno slediti povečanemu obsegu investicij v državi. Nenazadnje je treba tudi povedati, da so investicije v tem obdobju, o katerem govorim, dobile tudi precej slab prizvok v državi, da je bilo na področju investicij storjenih nekih napak. Jaz mislim, da manj strokovnih napak, bolj je prišlo mogoče do drugih dogodkov, tudi mogoče malo politično motiviranih in podobno, ki so vsi skupaj investicije spravili v precej slabo luč. In takrat je prišlo do ugotovitve in diskusije pri nas interno, kaj pa lahko naredimo in na kakšen način ne izboljšamo imidž investicij v državi. In seveda hitro smo ugotovili, da bodo kadri postali velika omejitev. Govoril sem o tem, da je bil obseg kadrov na področju investicij občutno zmanjšan. Povečanje obsega investicij seveda zahteva bistveno več kadrov.
In takrat smo se odločili za 3 ključne korake, ki jih je pred mano Slovenko že omenil, pa bi jih jaz zdaj še enkrat ponovil, pa mogoče mičken na kratko opisal, ker kasneje mogoče nekateri ne bodo več predstavljeni. Prva stvar, za katero smo se v združenju odločili, je, da začnemo promovirati tako zvano zlato investicijsko pravilo. Kaj to pravzaprav sploh je, če na kratko povem? Poglejte, do ogromne krize v investicijskih procesih je po letu 2008 prišlo zaradi tega, ker je država praktično zaradi krize začela in ustavila večino velikih investicij. Mi seveda težko z kadri sledimo nekemu 50% zmanjšanju, potem 50% povečanju čez 10 let in tako naprej. Zato smo postavili zlato investicijsko pravilo, ki pravi velikim investitorjem, državi in tako naprej, da je v taki dejavnosti potrebno planirati obseg investicij na daljše časovno obdobje, recimo vsaj 5 let, da je treba investicijske plane obnavljati vsako leto in da seveda iz leta v leto ne smejo nastopati neki zelo veliki skoki povečanja ali zmanjšanja investicij. Sigurno so dejavnosti, kot je infrastrukturna ali pa še katera druga, kjer je tako planiranje možno. In začeli smo promovirati to pravilo in začeti prepričevati državo, da se mora ravnati v skladu s takim pravilom, če želi, da investicijska dejavnost v državi prosperira, kadrovsko raste in seveda s tem tudi kakovostno raste. To je bilo prvo od naših, bom rekel, ugotovitev in akcije. Druga, ki je bila tudi omenjena, je ustanovitev strateškega sveta za področje investicij in gradbeništva. Mislim, gre za zelo pomembno idejo, jaz bi se tudi, bi rekel, zdaj zahvalil Gospodarski zbornici in vodstvu Gospodarske zbornice, ki je takrat to idejo razumelo, sprejelo. Gre pa za to, da smo kot združenje predlagali ustanovitev strateškega sveta za to področje, z namenom, da se v tem strateškem svetu, Slovenka je omenil, ali pa v filmu je bilo omenjeno, da gre za približno 30-članski strateški svet. V tem strateškem svetu se srečujemo, seveda po eni strani mi kot pobudniki, se pravi inženirji, projektanti, nadzorniki in tako naprej, srečujemo se z izvajalci, srečujemo se z investitorji, z inženiringi, tudi z predstavniki države, predstavniki visokega šolstva in obravnavamo posamezne problematike z področja investicij. Vse z namenom, kako urediti okolje investicijsko, kako urediti zakonodajo, kako rešiti določene probleme, ki se pojavljajo, kot je recimo danes inflacija, kako, bom rekel, vplive inflacije izničiti na način, da bi lahko investicije potekale kvalitetno. Mislim, da je bilo na tem področju v zadnjih 4 letih, kar deluje ta strateški svet, zelo veliko narejenega in da so tudi, bom rekel, to je en redkih organov, kjer te skupine, ki sem jih jaz omenil, se pravi od projektantov, inženiringov, izvajalcev in investitorjev, pridemo skupaj in razpravljamo o strokovnih vidikih izvajanja investicij. Seveda vse z namenom, kako izboljšati imidž in delovanje in izvajanje investicij v slovenskem prostoru. No in tretja stvar je seveda bila ideja za ustanovitev Akademije gradbenih investicij. To je pravzaprav tema, zaradi katere smo se danes tukaj dobili. Če sodobno pravimo, da je firme smo ljudje, potem bom jaz zdaj tudi rekel, da smo tudi investicije ljudje. Za kvalitetno izvajanje investicij je seveda ključno, da imamo kvalitetne kadre. In če smo ugotavljali, da kadrov manjka in da manjka izkušenj po izhodu iz krize, potem smo mi rekli, da bomo kot združenje in kot Gospodarska zbornica pač naredili to, kar je v naši moči, da nekaj prinesemo k kvaliteti kadrov in izboljšanju situacije na tem področju. Mogoče še to, če sem omenil delovanje strateškega sveta, ena od tem strateškega sveta je tudi bila vprašanje kadrov in tudi predvsem v smislu bodočnosti. Kaj lahko pričakujemo na kadrovskem področju v investicijah v bodočnosti. In vam moram reči, da smo pa žal prišli do ugotovitev in te slonijo na dokaj resnih analizah, da pravzaprav stanje s kadri bo prej v bodoče slabše, kakor boljše.
Kljub naporom, ki jih vlagamo preko Akademije gradbenih investicij. Predvsem zaradi tega razloga, ker pričakujemo, da se bo zelo veliko pooblaščenih inženirjev različnih strok v bodočih, torej v naslednjih letih upokojilo, da bo dotok kadrov manjši, kot bo odhod kadrov iz te dejavnosti in se moramo zavedati, da bo kadrovsko stanje lahko še slabše, odnosno težje, kot je danes. Zato je seveda zelo pomembno, da kadri, s katerimi razpolagamo, so čim kvalitetnejši, s čim več izkušnjami in da na ta način pač seveda mogoče kompoziramo manjše število ljudi, ki bodo na razpolago. V tem obdobju je bilo izvedenih, torej v teh 5 letih, 9krat Akademija gradbenih investicij, ker bo o tem veliko govora v nadaljevanju, bi jaz pravzaprav se ne spuščal v kakšne detajle. Bi pa rad samo povedal na zaključku, da mislim, da se država nahaja seveda pred novimi investicijskimi ciklusi. Če smo po letu 90 predvsem se ukvarjali najprej z veliko izgradnjo avtocest, se pravi infrastrukturni programi na cestnem področju, pa potem na železniškem področju. Danes se odpira ogromne investicije, velike investicije v področje šolstva, zdravstva in čaka nas še pravzaprav en zelo velik paket investicij, ki so povezane z prehodom v brezogljično družbo, odnosno brezogljično gospodarstvo, ki bo seveda zahtevalo zelo veliko investicij od proizvodne elektrike, obnovljivih virov, lahko da tudi nuklearne elektrarne, prenosni sistem, distribucijski sistem in tako naprej. To se pravi, kadre bomo nujno potrebovali, če želimo v družbi kvalitetno obvladovati investicije, brez katerih ni razvoja. Ne, v zaključno mogoče povem še tole. Me veseli, da je danes zbrana tukaj skupina ljudi, ki ste mogoče nekateri kot posamezniki zainteresirani za obisk Akademije gradbenih investicij. Mogoče ste nekateri tudi prihajate iz družb, kjer ste na funkcijah, ki vas omogočajo, da odločate o tem, ali se bojo vaši sodelavci udeležili Akademije ali ne. Jaz bi na koncu to rad rekel, ker sem vodil družbo, ki je v skupini tistih, ki promoviramo delovanje Akademije in tudi podpiramo delovanje Akademije gradbenih investicij. To podpiramo z predavatelji po eni strani, po drugi strani tudi z udeleženci. Jaz lahko povem, da napotitev udeležencev iz družbe, da se udeležijo Akademije gradbenih investicij, tem posameznikom pomeni neko priznanje za delo, ki ga upravljajo, in pa seveda jim pomeni tudi nek signal za strani družbe, da družba z njimi v bodoče tudi resno računa. To se pravi, gre tukaj za dva elementa, gre za element, bom rekel, gradnje kompetenc na strani kadrov, po drugi strani gre pa tudi za elemente neke širše kadrovske politike v firmi, kjer se lahko ta Akademija gradbenih investicij v to tudi vključuje. S tem bi jaz zaključil, mislim, da o sami Akademiji bo v nadaljevanju precej govora, tako da želim vam uspešno delo in upam, da bom rekel, bodo tudi vaši vtisi in odločitve v zvezi z Akademijo pozitivni. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, predsednik. Jaz mislim, da smo dobili večplastno informacijo, zakaj Akademija, zakaj na Akademijo in kaj nam prinaša v naše okolje. Mi smo se dogovorili, da pripravimo en pogovor članov programskega sveta Akademije, kajti v programskem svetu je najprej nastal program, potem pa vsako akademijo tudi analiziramo. Danes se svet tako hitro vrti, da če bi mi s tistimi predavanji, ki smo jih imeli pred 4-5 leti, prišli na akademijo, bi rekli, to je zastarelo. Vsaka nova izvedba ima praktično noveliran program. Vsak predavatelj, in boste videli potem v nadaljevanju, imamo smetano slovenskih investicij med predavatelji, se na novo postavi. Enostavno časi so takšni, da si ne moramo privoščiti, da bi imeli mi neko temo. Žal imamo včasih na naših fakultetah, pa še kje, rekel, poslušamo iz nekih knjig, ki so 20-30 let stare, to enostavno več ne gre. Tako da napovedujem člane okrogle mize, najprej Lidijo Zagorc-Kegljevič, članica programskega sveta, prej je bila v DRI-ju, od 1. januarja članica uprave DARS,
izvoli, v programskem svetu pa pokriva investicijsko dokumentacijo, projektiranje in ta segment. Drugi panelist je magister Vekoslav Korošec, sicer direktor ZING-a, Združenja za inženiring, trenutno pa direktor Elektro Ljubljana, Vekoslav, in pa predsednik, ki sem ga že predstavil, magister Uroš Mikoš, se nam je pridružil, sicer pa je njegov sodelavec Elvis Štemberger, član programskega sveta, ki je tokrat na dopustu zasluženim, ampak imamo, bom rekel, več kot primerno nadomestilo. Torej, začnem z prvim vprašanjem. Vsi se tikamo, tako da bomo se tudi zdaj tikali. Vekoslav, akademija pokriva vse gradbene investicije, od prometne infrastrukture, stavb, pa vse do energetike. Si eden od vodilnih strokovnjakov z tega področja energetike, ki je danes izjemno aktualno, pa me zanima, kako se reflektira na akademiji in za katere strokovnjake z področja energetike je Akademija gradbenih investicij še posebej aktualna in zanimiva. Ja, če pogledamo, kaj se je dogajalo lani jeseni, oktobra. Kaj se je dogajalo lani jeseni, oktobra, ob ekstremno visokih cenah električne energije in seveda veliki grožnji, da bo v Sloveniji prišlo do redukcij oziroma še celo v skrajnem primeru do električnega mrka. Jeseni, oktobra meseca, ko smo imeli to nesrečo v rudniku, ko ni bilo premoga za termoelektrarno Šoštanj, ko je bila jedrska elektrarna Krško v remontu, smo v določenih urah uvažali v Sloveniji 90% potrebne električne energije. A si to predstavljate? 90%. Če gledamo naprej, čaka nas energetski prehod v ogljično nevtralno družbo, kjer se bomo odpovedali fosilnim gorivom in jih seveda nadomestili z obnovljivimi viri. To je izjemen projekt v Sloveniji v naslednjih 10 in kasneje še v 20 letih, ki bo angažiral ogromno število strokovnjakov. Takega investicijskega posega se brez ustreznih strokovnjakov, in to vseh strok, od gradbenikov, inženirjev, elektrostrojnih, tehnologov, skratka ekonomistov, varstvenikov okolja, skratka takega procesa se brez usposobljenih strokovnjakov ne da izpeljati. Zakaj je pa AGI zanimiv tudi za strokovnjake z področja energetike? Namreč AGI vsem mladim strokovnjakom, bodočim vodjem projektov da širino poznavanja problematike investicij z vseh vidikov, od priprave investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, umeščanja v prostor, projektiranja novih tehnologij. Predvsem seveda ima pa AGI tudi področje, ki je pa specifično za energetiko, ki ga pa morajo poznati vse stroke, in gradbeniki, in tehnologi, in ostali inženirji, tudi ekonomisti. To so pa pametna omrežja, omrežja za prihodnost, ki omogočajo vključevanje obnovljivih virov, kjer se energija pretaka v obe smeri. Od proizvajalcev do porabnikov, hkrati pa porabniki postanejo tudi proizvajalci, prosumerji. To so take spremembe, da seveda zahtevajo znanja, ki jih pa seveda morajo usvojiti vsi, ki v teh investicijskih procesih sodelujejo. In mi seveda smo v teh programih zelo specifično predstavili nekatere ključne projekte teh novih tehnologij. To je primer NEDO, japonsko-slovenski projekt, ki je bil tudi na svetovnem nivoju nagrajen. Direktor tega projekta je predavatelj. Potem je direktor razvoja ELES-a, nove tehnologije, implementacija novih tehnologij, e-mobilnost, ogrevanje,
toplotne črpalke, potem uporaba vodika, hranilniki, ne, to so te nova področja, kjer jih imamo mi pokrito. Potem nove tehnologije oziroma nove metodologije obračuna tarif, omrežnin, novi poslovni modeli, kjer se seveda te individualni proizvajalci, vsi, ki imamo pač tudi individualno proizvodnjo na strehah, fotovoltaiko, vključujemo in tudi dobavljamo energijo v omrežje. Skratka, gre za eno zelo široko področje, ki smo ga mi tudi v tem Agiju vključili na ta način, da je razumljiv vsem, da je gradbenikom, ekonomistom, tistim, ki niso bili specialisti iz energetike in daje eno široko znanje. In to, mislim, je velika prednost te naše akademije Agi. Hvala lepa, Veko. Po moje je bila ta zadnja dva stavka sta bila bistvena, ne? Da se v bistvu vsi na široko seznanijo s stvarmi, ki jih danes potrebujejo pri svojem delu. Lidija, na Agi se vpisujejo vsi profili strokovnjakov, od projektantov, nadzornikov do investitorjev in gradbenih izvajalcev. Pretežno so inženirji, nekaj pa je tudi pravnikov, ekonomistov in drugih. Katerim profilom in katerim podjetjem je po tvojem mnenju Agi še posebej namenjena? Ja, tako kot je bilo že povedano, je seveda ta cel investicijski proces sestavljen iz vrsto nekih strok, se pravi področji strok, vključuje različne stroke, različne strokovnjake pravzaprav. In na Agiju smo probali nekako ta cel program Agija zastaviti na način, da vključimo pravzaprav tiste glavne sestavine tega investicijskega procesa in te udeležence nekako popeljemo čez cel investicijski proces. Ker sem tudi predavatelj, se zelo dobro zavedamo in to moram reči, da je tudi na eni strani za predavatelja tudi zahtevno, težko, da mi pravzaprav imamo v nasproti strokovnjake. Mi nimamo nasproti študente, mi imamo strokovnjake, ki delajo na določenem segmentu v celem investicijskem procesu. In verjetno ti segment obvladajo bolj od nas. Ampak poanta v bistvu Agija je, da tudi nekdo, ki dela, ki izvaja, ki gradi, nekdo, ki projektira, pravzaprav spozna celo širino in kako pravzaprav pride do njegove faze, kaj se od njegove faze naprej dogaja. Gre pa predvsem za to, da se razume pravzaprav te težave, s katerimi se potem srečujemo v tem ali pa izzive, po novem v tem investicijskem procesu. Namreč, če jih ti razumeš, seveda ti na drugačen način odreagiraš, veš, s kom se moraš povezati, veš, koga moraš vključiti v reševanje teh težav. In to je pravzaprav poanta Agija. Ni zdaj namen Agija, da seveda bo nekdo strokovnjak iz celega področja, tega investicijskega procesa, če bo šel na teh 50 ur, to se zavedamo vsi, da ne. Bo pa seveda ta njegov vpogled v celotno proces od nič, se pravi od tam, ko začnemo umeščati v prostor, pa do tam, ko zgradimo in seveda z vsemi vmesnimi še fazami in tisto, kar prihaja noter, na nek način bolj razumljivo. Ali pa da nek drug vpogled v samo delo, v neko investicijski proces. Naprimer, sestavni del celotnega programa je tudi komunikacija. In jaz mislim, da kljub digitalizaciji in vsem tem, bo ta komunikacijski del vedno bolj pomemben. Vidimo, da tudi v praksi prihaja do določenih težav, ne zaradi stroke, da ne bi stroka vedela, ampak zaradi komunikacije. In tudi v bistvu to je namenjeno, komunikacija ne pomeni seveda sam prenos informacij, ampak tudi to, da ti razumeš sogovornika. In dejansko je ta Agi, če se zdaj vrnem k vprašanju, namenjen pravzaprav vsem profilom, ki delajo v tem investicijskem procesu. In to poskušamo pravzaprav prikazati, dati tem slušateljem. Tako. Hvala lepa. Uroš, prvo vprašanje za tebe. Iz digitalizacije pri projektiranju poznane kot BIM se razvija digitalizacija tudi na ostalih segmentih v investicijah. Vendar do zadovoljivih rezultatov, da bo razširjeni gradbeni sektor v povprečju dosegal 60.000 evrov dodane vrednosti, smo še precej oddaljeni. Še v svetovalnem inženiringu to uspeva samo nekaterim.
zakaj in kaj narediti, da nam bo cilj več kot 60 000 evrov dodane vrednosti, da nam bo uspelo. Kako nam pri tem lahko pomaga Akademija gradbenih investicij? Ja, hvala za vprašanje. Tole ni enostavno, kar si me ti vprašal, ampak bi poskušal takole odgovoriti. Tudi v investicijskem procesu so storitve, ki jih upravljamo, strukturirane na različne nivoje. So enostavna opravila, ki jih je seveda relativno težko prodati in se prodajajo po relativno nizki ceni, in so bolj kompleksna opravila, ki se prodajajo lahko, kjer je manj ponudbe in več povpraševanja in seveda zahtevajo kvalitetne kadre z širokimi znanji, ampak seveda dajo tudi več dodane vrednosti. In zdaj, če je vprašanje, kako recimo kot katerakoli družba, ki deluje v investicijskem procesu, povišati svojo dodano vrednost. In poznamo cilje, gospodarstva kot celote, cilje v gradbeništva, projektantov in tako naprej. Vsi težimo k temu, seveda, da bi se povečala dodana vrednost. V tej točki smo slabši kot Evropa. Jaz sem recimo za našo družbo opravil več analiz, v smislu primerjanja, kje smo z Južno Evropo, Srednjo Evropo, Severno Evropo in tako naprej. Ampak sigurno je zanesljiva pot k višjim dodanim vrednostim, je seveda opravljanje bolj kompleksnih, bolj zahtevnih in seveda tudi na bolj kvaliteten način storitev. Seveda, to je mogoče samo, če imamo za to, bom obrnil zadevo, seveda za to ustrezne kadre. Če nimaš ustreznih kadrov, seveda ne moreš iti v višje cenovne segmente, se to je podobno kot tudi pri kosovni proizvodnji, kjer v višje cenovne segmente greš lahko samo, če imaš produkte, ki tja sodijo. In če mi govorimo o investicijah, kjer smo kadri bistveni, pa ne glede na to, ali gledamo projektiranje, nadzor, inženiring, organizacijo investicij in tako naprej, vedno so ključni kadri. In v tem pogledu, če boste analizirali, kaj vam je povedal kolega Koročec, pa Lidija, pa jaz, če boste zelo zanalizirali, boste na koncu ugotovili, da vam vsi isto povemo. Čeprav vsak s svojimi besedami, pa z različnih pogledov, ampak vsi vam isto povemo. Bistveni so kadri, bistvena je njihova usposobljenost, širina, znanja in tako naprej. In to je pot k višjim dodanim vrednostim. Mogoče še eno besedo, tako bom rekel plastično. Jaz sem po osnovni izobrazbi strojni inženir. Ko sem se odločil za študij, sem mislil, da je to zelo pomembno, zakaj se odločaš, pa na koncu gotoviš, da ni. Ampak kaj nas naučijo na strojništvu? Pa, če ste drugih strok, boste ugotovili verjetno nekaj podobnega, vsak za svojo stroko. Nas so na strojništvu ogromno naučili o posameznih strojnih elementih, o posameznih napravah. Ampak zelo malo so nas naučili o sistemih. In nič nas niso naučili o tem, s čimer se srečujemo v investicijskem procesu. To se pravi, ko prideš in začneš delati v neki firmi, si najprej strokovnjak za neko ozko strokovno področje, ki ti ga je študij dal. Potem je pa treba začeti delati na širini. In investicije zahtevajo široke kadre. Seveda, toliko in toliko kadrov zahtevajo tisti, ki se spoznajo vsak na neko posamezno delo, ampak v investicijah je treba iti v širino in je treba razumeti druge stroke in njihovo problematiko in pa predvsem je treba na koncu razumeti proces kot celoto, organizacijo investicij. Če mogoče sam še to rečem, kadri, ki imajo veliko širino in so jo seveda večinoma nabrali skozi veliko število investicij, ki so jih speljali, ampak kadri, ki imajo veliko širino, ne delajo na investicijah globalnih napak. In to je tisto, kar je najhujše. Globalne napake naredijo tisti, ki se zapičijo v posamezne probleme in pozabijo na celoto. In najhujše napake, tiste, ki se najtežje odpravljajo, se zgodijo na začetku investicij. In jih je potem vedno težje odpravljati. Kadri, ki imajo dovolj znanja, dovolj širine, takih napak ne delajo. In seveda, če ni napak, ki jih je težko odpraviti, je tudi investicija na koncu uspešna. To je to, kar vsi si želimo in kot uspešna investicija, seveda v končni fazi naše investitorje tudi vodi
k višjim dodanim vrednosti. Ne samo nas, ampak seveda tudi naše naročnike. Ja, hvala. Vidimo, kako pomembni so kadri. In bi še eno vprašanje postavil za vse udeležence, tudi zadnje. Nekatera podjetja so spoznala, kakšno dodano vrednost za zaposlene prinaša AGI. Vseeno pa bi si želeli, da bi to spoznalo še več deležnikov, čeprav imamo iz vseh deležnikov, bom rekel, podjetja in tudi državno administracijo, ki se udeležuje, pa vseeno bi si želeli še več državne administracije, gradbenih izvajalcev, inženiringov. In kako doseči po vašem mnenju, da bi akademija, ki ima moto industrija izobražuje industrijo, kar pomeni strokovnjaki, ki vsak dan delajo določeno specialnost, izobražujejo strokovnjake, kako doseči, da bo ta akademija dosegla še večjo razpoznavnost in da bo certifikat AGI res še več pomenil, kakor pomeni danes. Pa bi začeli kar mogoče Lidija spet s teboj. Ja, tole, se pravi okrog tega certifikata, ne, pa prepoznavanje tega certifikata kot neke, bom rekla, dokazila, ne, v tem, da je nekdo mogoče, da je nekdo šel, a ne, čez celotno akademijo, a ne, in na nek način se seznanil z vsemi temi elementi tega investicijskega procesa. To mislim, da je naš izziv, a ne, za naprej, a ne. Drugače pa, ja, tako kot je bilo rečeno, jaz mislim, da prepoznavnost ali pa atraktivnost bolj te akademije bo, a ne, če bomo nadaljevali z delom, tako kot je bilo nekako zastavljeno, predvsem tudi s programskim svetom, a ne. Tako kot si rekel, mi moramo spremljati, se pravi, te trendi se izredno hitro menjajo, a ne, in celoten program, a ne, prilagajati nekim novim potrebam. Naprimer, en tak večji se mi zdi večja prilagoditev je bila narejena, a ne, ko je v gradbeni zakon prišel vodja investicij, a ne, iz področja, ki ima neka znanja z področja projektnega menedžmenta, a ne. To je pri nas zahtevalo seveda vključitev tega segmenta, a ne, v sam, se pravi predavatelja in celega segmenta, a ne, v naš program, a ne. Naslednje seveda se bo dogajala ta digitalizacija. Tudi ta bo zahtevala izločitev enih vsebin in seveda vključevanje novih vsebin, vključevanje novih strokovnjakov, a ne. Tako da tukaj, da bi zaspal, a ne, potem verjetno tudi za akademijo ne bomo daleč prišli, a ne, mora pa biti, no, se pravi ta odziv, skratka, na dogajanje, na vse te spremembe, kar dosti ažuren, no, hiter. Jaz mislim, da na ta način, a ne, bo tudi prepoznana ta dodana vrednost te akademije, ker bo na nek način probala tem udeležencem, mogoče se bo nekdo vrnil, ne, čez nekaj časa, a ne, ker bodo popolnoma druge potrebe, seveda dati odgovore ali pa nek drugačen pogled v cel ta investicijski proces. Bi pa dodala mogoče samo še to, ne, ker je bilo prej govora o tem novem investicijskem ciklu. Ne samo zdaj te nove investicije, en ogromen investicijski cikl prihaja tudi z obnovami, ne. Namreč mi smo predvsem za izgradnjo neke infrastrukture, je pretekel že od 20 do 50 let, ne, in seveda ta investicijski cikl obnov pravzaprav se tudi dogaja, a ne, tako da verjetno bo treba tudi poudarek, a ne, tudi akademije, skratka, tudi na nek način bolj usmeriti v te ne samo novogradnje, ampak tudi v obnove, a ne. Okay. Kar naprej, Veko, isto vprašanje. Ja, poglejte, mi prihajamo v velik investicijski cikl. Ja. Ogromen investicijski cikl, če se samo pogledamo na področje energetike, ogromno samo na področju distribucijskih omrežij 3,5 milijarde investicij. Mi moramo gledati več vidikov. Ne samo, da dosežemo cilje ogljično nevtralne družbe,
ne da dosežemo samo cilje, praktično skoraj popolnoma zmanjšati uvozno odvisnost, kar se tiče električne energije. To se pravi zagotoviti zanesljivo obratovanje in seveda tudi cenovno optimalno obratovanje. Ampak tle gre tudi za druge interese. Namreč interes je, da v teh velikih investicijskih procesih dosežemo optimalni delež domačega znanja, domače industrije, domačih izvajalcev, domačih gradbenikov. Če hočemo to doseči, moramo imeti izobražene kadre. Če ne bojo to delali samo tujci. In zdaj pa pogledajte, tle se odpirajo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Tle je zbornica postavila cilj 60 000 evrov do leta 2025 in tako naprej. Če se primerjamo s tujimi razvitimi državami, koliko ima Avstrija, to so seveda izzivi in to so tudi sinergije med inženirskimi storitvami, med industrijo, gradbeniki, izvajalci. To je treba vzpodbujati. In brez tega, da bomo šolali kadre, da bomo imeli potencial, nabor vseh teh na strani naročnikov, investitorjev, na strani izvajalcev, na strani projektantov, nadzornikov, industrije, potem rabimo kadre široko izobražene. Mislim, to je naš izziv. To je vse povezano. In zdaj seveda mi moramo z Agijem tudi prispevati k tej kulturi, ki jo morajo sprejeti naročniki, vsa ta podjetja, da bojo več vlagala v to izobraževanje. Mislim, ker brez tega mi teh ciljev ne bomo dosegli oziroma zelo težko dosegli. Hvala lepa. In še Uroš. Ja, ko smo pred več kot 5 leti nekako sprejeli odločitev v združenju, da se gre v organizacijo Agija, je seveda bilo kar veliko dvomov. Jaz moram odkrito povedati, da stvar ni bila tako samo po sebi umevna, da bo uspela. Začeli smo postavljati en produkt, ki ga na slovenskem prostoru ni bilo in ga je še vedno edini tak produkt na slovenskem prostoru, ampak eno stvar smo se od začetka takoj odločili, da karkoli bomo organizirali, da mora biti na višjem kakovostnem nivoju, kot so drugi produkti, ki so na trgu, in da mora imeti tudi večjo širino, o kateri danes zelo veliko govorimo. Lahko povem, da smo potem v kontaktih z drugimi združenji in tako naprej ugotovili, da pravzaprav take šole, kot je Agi, ni v državah okoli nas, na Balkanu je ni, v Avstriji je ni, in moram reči, da so tudi drugod pokazali zanimanje in tudi sodelujejo pri predavateljih in tako naprej, zanimanje za samo idejo Akademije gradbenih investicij. Mogoče je malo škoda, ker je današnji dogodek kot izoliran dogodek organiziran. Mi smo imeli dober mesec dni nazaj 5. obletnico, na kateri so bila podeljena tudi priznanja slušateljem, predvsem tistim, ki so se udeležili Akademije gradbenih investicij v času covida, pa ni bilo takih dogodkov, ker se pač nismo mogli dobiti. Takrat bi vi lahko videli odziv posameznikov, ki so se udeležili akademije, kako na to akademijo gledajo. Bi rekel, dejansko se ta akademija ocenjuje kot zelo kakovosten dogodek. Tudi predavatelji, kot je bilo tudi v filmu prikazano, so izjemno visoko ocenjeni. Če vprašanje, bom rekel, prihodnosti akademije in bi rekel, kako to zagotavljati, potem moram jaz reči, da mislim, da imamo izpolnjen prvi pogoj. Imamo kvaliteten produkt. Brez kvalitetnega produkta na trgu ni možno uspevati. In Akademija gradbenih investicij je, bom rekel, na nek način nekaj posebnega v širšem prostoru, ne samo v slovenskem prostoru, in je, vsaj po mojem prepričanju, v primerjavi z drugimi zelo komercialno oblikovanimi produkti, bom rekel, na višjem kakovostnem nivoju. Iz vsake izvedbe, vsako naslednjo izvedbo se stvari dogradijo in nekaj spremenijo, kar pomeni, da se dela na nadaljnji gradnji kakovosti tega produkta. In to je, bi rekel, najboljša pot, po kateri lahko gre akademija naprej.
Mogoče bi še to rekel, ta akademija seveda ni nekaj razvpitega in širokega, udeležba na akademiji je približno 20 udeležencev na vsakem sklicu, kar je za moje pojme v bistvu relativno majhna, obvladljiva in kvalitetna skupina, v kateri ne gre samo za ex katedra prenos. Govornik govori, ostali pa poslušajo, pa grejo pa domov. Ampak gre za to, da aktivno sodelujejo in da tudi, bom rekel, v skupini 20 se vzpostavi komunikacija med njimi. To se pravi, vzpostavi se komunikacija med projektanti, nadzorniki, inženiringi, izvajalci, bi rekel, tudi bančniki so se že udeležili, bi rekel, iz upravnih organov in tako naprej. Tudi to je dodana vrednost, ki izhaja za udeležence. In seveda, če bi šli zdaj tle v neko bistveno povečanje, ki si ga niti ne želimo, bi te kvalitete padle. Tako da vprašanje, kako naprej, jaz mislim, da je prvo, torej nadalje treba graditi kvaliteto in kvaliteta se vedno, bom rekel, na nek način sama sebe promovira. In drugič, bom rekel, tako kot za vse stvari na trgu velja, pač trdo delo in vztrajnost. Mislim, da smo v 5 letih, ali pa ste kolegi, ki to delate, pokazali, da imate vztrajnost, da imate smisel za organizacijo dela na akademiji, zato me ne skrbi ob takem povpraševanju, ki nas čaka v naslednjih letih in desetletjih, da ne bi mogla ta akademija, bom rekel, delovati tudi kvalitetno naprej. To je seveda tudi želja združenja, pa mislim, da Gospodarske zbornice, da to gre naprej. Ne želimo si nekega, bi rekel, razvpitega produkta, želimo si torej, kot rečeno, kvaliteto in realen prispevek posameznikom in firmam, ki pri Akademiji gradbenih investicij sodelujemo ali pa sodelujete, odnosno boste sodelovali v smislu razvoja kadrov, kadrovske politike in tako naprej. Jaz tukaj vidim pot naprej. Hvala. Lidija, Vekoslav in Uroš, hvala vam za vaše poglobljene misli. Jaz sem prepričan, da bo na koncu, ko bo razprava, tudi kakšno vprašanje za njih, tako da bi se vam zahvalil za zdaj. In gremo mi z našim programom naprej, na koncu pa, kot rečeno, vprašanja in razprava. Jaz sem udeleženka druge serije Akademije gradbenih investicij. Sem vesela, da sem bila med izbrankami v našem podjetju. Udeležila sem se je zato, ker Akademija gradbenih investicij ponuja res tak širok pogled v to področje. Običajno je tako, da se udeležujemo izobraževanj zgolj na posameznih segmentih, tukaj pa res v 7 modulih dobiš celovit pogled v ta investicijski cikel, kar je seveda dobrodošlo. Sem vesela, da sem prejela ta certifikat. Prepričana sem, kot je rekel gospod Slovenko Heningman, da bo ta certifikat dobil veljavo tudi na državni ravni, da ga bodo naročniki začeli vključevati v svoja naročila. Ni bilo samo koristno, bilo mi je tudi zelo v veselje. Jaz sem se odločil za ta obisk, predvsem zaradi tega, ker nisem imel toliko izkušenj z samimi investicijami. V preteklosti sem se bolj ukvarjal z izobraževanjem. Sedaj, ko sem pa prišel v samo gospodarstvo, sem pa opazil, da mi manjkajo znanja, predvsem ta interdisciplinarna, ki povezujejo gradbeništvo in različne stroke, ki se v samem gradbeništvu prepletajo. Z tega vidika je bilo potrebno nadgraditi svoje znanje in ocenjujem, da sem na tej akademiji dobil zelo veliko uporabnih informacij, predvsem tistih osnovnih, ki mi bojo v prihodnosti pomagale, da bom iskal še dodatne informacije veliko lažje, kot bi pa drugače. Prej je gospod Mikoš omenil, da bom rekel, odzivi od udeležencev, zdaj ste slišali 2 odziva, potem bo še tretji, jih je pa tudi na internetu zelo veliko, tako da si lahko to tudi pogledate. Sledi pa ena kratka prezentacija, ker govorimo o akademiji, mogoče bolj tehnična, da boste videli, kako zadeva, kako je organizirana. Samo akademijo, kot je bilo rečeno, vodi Združenje za svetovalni inženiring v sodelovanju z Združenjem za inženiring, ki ga vodi Vekoslav Korošec, Zbornico za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala, tamle je direktor Gregor Ficko, in pa z Centrom za poslovno usposabljanje, to je izobraževalna enota Gospodarske zbornice,
Aleš Dremelj, direktor tega centra, bo potem za mano tudi nagovoril tale cenjeni zbor. Sicer pa vidite tamle Pelješec, gospod Pipenbacher, tudi predavatelj na akademiji, izjemno smo ponosni, bom rekel, na njegov dosežek in na ta most vsi skupaj v Sloveniji in mislim, da je to tudi način, kako se propagira ta, bom rekel, slovensko znanje v tujini. Drugače pa, če pogledamo teh 9 izvedb, imeli smo 184 udeležencev, 160 jih je pridobilo certifikat, vsi tisti, ki so se resno lotili in prišli na izpit. Na izpitu se naredi, zato ker vsi se pripravijo po teh predavanjih en mesec premora in bom rekel, udeleženci ne pridejo na akademijo zato, ker bi jim bilo dolg čas, ker je ta dvosmerna komunikacija, med sabo se spoznajo, se družijo in tako naprej, na koncu grejo z užitkom na izpit in ta izpit ni noben bav, je pa znanje izjemno visoko in kvalitetno. Tako da to je način in ne pravimo slučajno prava stvar o pravem času. Gradbene investicije so seveda, tukaj jih imate, tudi v energetiki seveda, prometna komunalna infrastruktura, vse oblike industrije in pa potem stavbe, od javnih do poslovnih, stanovanjskih. Cel kup razlogov za udeležbo, ne bom jaz tega zdaj v detalje, saj smo to vam predstavili, se pravi investicijski proces od ideje do konca, do vzdrževanja, do razgradnje, skratka celotno vse faze v investicijskem procesu. Kot je bilo rečeno, približno po 20 udeležencev plus minus, zeleni prišli na akademijo in tudi upravljeni oziroma pridobljeni certifikati. Od 5 tehničnih modulov vsak ima na koncu preizkus znanja, to je takoj po končanem predavanju in potem na koncu po enem mesecu tudi končni izpit. Če pogledamo, kakšno je splošno zadovoljstvo, mi v bistvu vsak modul posebej merimo, vsakega predavatelja merimo in na koncu splošno zadovoljstvo. Tukaj je vseh 180 udeležencev, če računamo, da je vmes tudi kdo malo slabe volje, pa da da tudi kakšno slabšo oceno, lahko vidimo, da so te ocene izjemno visoke. Jaz bi rekel, da več kot polovico udeležencev daje same odlične, ker so navdušeni. Tudi v teh razpravah, pogovorih, v odmorih in tako naprej nam to vedno znova izražajo. Danes ste spoznali, bom rekel, glavnino izpitne komisije, tudi člani programskega sveta, sicer pa strateški svet za investicije in gradbeništvo, ki deluje tudi v funkciji predsedstva akademije. Mi na teh 3 sejah strateškega sveta vedno tudi poročamo o izvedbi akademije. Se pravi, strateški svet ima 3 letne seje, do zdaj je bilo od leta 2018, jaz mislim, da 13 sej strateškega sveta. Drugače pa imamo seveda programski, koordinacijski odbor in pa na koncu preko 30 predavateljev in pa 21 partnerjev akademije. To so seveda dinamični procesi, tako pri predavateljih, kot seveda pri partnerjih. S tem imamo vzpostavljen eno tako celotno organizacijo same akademije, se pravi od koordinacijskega odbora do programskega sveta in na koncu predsedstva akademije. Ocena, strokovnost predavateljev, tukaj vidite, da so ocene še višje. Predavatelji se morajo seveda tudi dokazovati. Nekdo, ki je iz akademije v akademijo slabše ocenjen, potem vidi, vse takšnih primerov skoraj da ni, pa vendar, vsak dobi na koncu tudi povratno informacijo, kako so zadovoljni z njegovim in vsakega to seveda tudi malo preganja, da se še bolj pripravi. In lahko rečem, da se nivo, čeprav je bil že od začetka zelo visok, pa se še vseeno dviga. Zato tudi dobro mnenje od strani direktorjev podjetij, tukaj imate par, bom rekel, teh predavateljev, nekatere poznate. To sem pa zdaj malo začel narobe. Kot da bi šlo v napačno, v napačno smer grem, izgleda.
Moje ime je Urban Žik. Aha, pardon. Sem vam že vse pokazal do konca, ampak dobro, sej, ni nič hudega. Skratka, to so predavatelji, nekatere poznate, so pa v glavnem poznana imena iz investicij, ne. Ne vem, zakaj, aha, bo. Sicer pa je bilo že rečeno, kakšni so cilji, ne. Zelo pomembno je, da ko se podjetje odloči, da pošlje svojega človeka, ko pride nazaj, da pride zadovoljen, da vidi, da podjetje računa na njega, da je bilo pripravljeno vložiti čas v njega in denar. To je ogromno priznanje za človeka. Na drugi strani pa pride z novimi idejami. Zelo pomembno je, da ko pride nazaj, da reče, pride do direktorja z številnimi idejami. Tudi bolj samozavesten, ker je spoznal v 2-3 mesecih investicijski proces od začetka do konca. Nikjer drugega ne more spoznati, kakor tukaj. Zato smo tudi ponosni in veseli, da se je kar nekaj podjetij odločilo, da sodeluje aktivno, predstavi svoje produkte in tudi z konkretnimi rešitvami, platformami, ki jih imajo. To tudi malo menjamo, tako da so tudi različna podjetja, ki pridejo s svojimi produkti. Zato da 1 na 1, pred vsakim modulom imamo 2-urni, bom rekel, praktični program, teorija v praksi, kjer si pogledamo inštitut, pogledamo se, kako Siemens svoje produkte uvaja in tako naprej. In tudi vse ostale, ki ste tukaj, Generali predstavi svoje zavarovalniške produkte. Vemo, kako pomembno je, da se zavarujemo na vseh segmentih, tako posamezniki kot podjetja in tako naprej. Kar veliko točk, veliko več, kakor jih je potrebno, pa vendar. In pa seveda partnerji, tukaj bomo rabili eno obnovo, nekatera podjetja so za par let, bom rekel, izčrpala svoj kadrovski bazen, se nam bojo vrnili nazaj, ampak so rekli, zdaj smo pa mi vse svoje mlade in srednje inženirje, katere smo mislili že poslali, bomo naredili 2 let pavze, da bomo to ponovili. Zato si seveda želimo to skupino tudi nekoliko dopolniti, obnoviti in upam, da bo koga od vas to zanimalo. Enako za tele predavatelje in firme teorij v praksi. Drugače pa moduli, ki jih pokrivamo, to je zdaj, bom rekel, prava vsebina akademije, prostorska investicijska dejavnost, projektno vodenje, strateško planiranje, tehnične regulative, projektiranje in digitalizacija, javno naročanje FIDIC, načrtovanje pametne infrastrukture in pametnih zgradb, komunikacija in mediji in na koncu vrhunskost pri investiciji ali žlahtnost. Tukaj imamo Franceta Arharja, ki pove, kako pomemben je denar. Lahko vam rečem eno predavanje, ki te navduši, ki je izjemno, ker seveda brez denarja tudi ni investicij. Ampak to predavanje, ki še bistveno širše, začne se pa v antiki in tako naprej, skratka od zgodovine do prihodnosti. In tukaj je zdaj že urnik za letošnjo leto, tako da 4. aprila se začne spomladanska in pa 26. septembra jesenska izvedba akademije. Mi smo v modulu javno naročanje in FIDIC ugotovili, da je predvsem na FIDIC-u manjko znanj, zato smo potem naredili še posebno praktično šolo FIDIC. To je tudi 2-krat na leto v maju in novembru, kjer pa govorimo samo o FIDIC investicijah, to je pa 2-dnevni seminar, tudi mednarodni s kolegi iz Srbije, z 10 domačimi predavatelji. To je pa še dodatno, kar izhaja iz same akademije. S tem sem nekako izčrpal ta pregled in upam oziroma verjamem, da ste dobili ta prav pogled v vsebino in dodatne informacije lahko dobite pri naših kolegicah Silvi in Urški. In s tem predajam besedo tudi direktorju Centra za poslovno usposabljanje na CPU-ju, Alešu Dremlju, ki ste pa videli, da če je pa treba, vzame pa tudi kitaro v roke, tako da imamo potem tudi to zagotovljeno. Aleš, prosim.
Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz ste me videli, da smo že kitaro brenkali, tako da tudi glasbeno se izobražujemo na Akademiji gradbenih in po novem tudi energetskih investicij. Prihajam iz Centra za poslovno usposabljanje, kot je bilo rečeno, ki je partner tega projekta. V okviru gradbeništva imamo tudi ostale programe in težava je zdaj po takšnih govornikih še kaj dodati. Namen je bil, da mogoče malo s pogledom se strani kadrovikov, podjetij, ki razvijajo kadre, da dodam še kakšno noto, a ne. In sem se spomnil enega članka oziroma neke izjave v članku gospoda kolega Metoda Batista, pred kakšnim mesecem dni je bilo objavljeno tudi v medijih, ki je trdil, dejansko je postavil aksiom, pravi, da kompetentni kadri tudi v pogojih slabe regulative lahko dosegajo dobre rezultate. Obratno, nekompetentni kadri kljub idealni regulativi temu ni tako. In zato je za kadrovske delavce ali pa tiste, ki planirajo na nek način, upravljajo s kadri s podjetji, zelo pomembno, da imajo odgovorne, na zahtevnih projektih, da postavljajo odgovorne, kompetentne, izkušene in zavzete ljudi. Kako jih pa zgradimo? Seveda jih zgradimo na ta način, da na nek način v korakih, po stopnicah gradijo svoje kompetence, veščine, tako na tehnološkem kot na poslovnih procesih. In ob tem je seveda treba tudi zagotoviti neko nasledstvo. Ti kadri, sposobni kadri, starejši kadri morajo zagotavljati prenos znanj na mlajše strukture, na mlajše kadre. Le na ta način lahko podjetje raste in ohranja svoje znanje in jo celo znanje nadgrajuje. Zavedati se tudi moramo, danes smo že slišali, da izgradnja kadrov traja tudi 2, 3, jaz trdim tudi 5 let. In več. In tudi takšen kader, ki prevzema neke odgovorne funkcije v podjetjih, naenkrat ugotovi, ko pride v to pozicijo, da mu manjka še marsikaj. Takrat se začne soočati z načini vodenja, z mehkimi veščinami, komunikacije, javnim nastopanjem. Digitalna orodja, uporaba teh digitalnih orodij je stalna spremenljivka, zraven pa mora znati tudi obvladovati, bi rekel, neke zavarovalniške finančne instrumente in pa, če je podjetje vpeto v mednarodno okolje, tudi na nek način komunikacijo mednarodno ali pa neko mednarodno kulturo. In odgovor temu je res Akademija gradbenih investicij. Tle se dajo te veščine znanja doseči v roku 2 mesecev. In to je ogromen preskok napram tistim 2, 3 ali pa 5 letom. In vse te vsebine, ki sem jih omenil, so tudi v Akademiji, kot ste že danes slišali, tudi vključene. Posebno dodana vrednost je pa tudi danes je bilo že omenjeno, je pa to mreženje med predavatelji, med udeleženci, ker ko prideš do težav kot udeleženec akademije, veš, na koga se lahko obrneš, koga lahko vprašaš, ali predavatelja ali so študenta na akademiji. In s tem bi jaz zaključil in vas povabil na 10. ponovitev, ki začne meseca aprila. Hvala lepa. Moje ime je Urban Žigante, prihajam iz podjetja Sava Projekt iz Krškega. Sem pooblaščen inženir z področja strojnih inštalacij in nekako v upravi podjetja sem od leta 2017. Vodenje podjetja sem prevzel v letošnjem letu. Eden izmed naših ciljev je tudi nekako usposobiti zadostno število svetovalnih inženirjev oziroma svetovalnih strokovnjakov. Namen Agija je nekako predati znanje, najboljše znanje, ki ga Slovenija v tem trenutku premore, preko najboljših strokovnjakov, po mojem mnenju, preko najboljših strokovnjakov iz posameznega področja. Agi pokriva področje urbanizma, investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, zakonodaje, super so primeri iz prakse. Zelo vesel sem tudi, bom rekel, to, kar inženirjem najbolj manjka, torej javnega nastopanja, pa tudi digitalizacije in tako naprej. Skratka, ta skupek bi po naši oceni nek svetovalni inženir pridobival več let.
Sava projekt je preko AGI akademije usposobil, mislim, da 11 udeležencev. Naše mnenje je, in moje osebno prepričanje je, da je svetovalni inženir bom rekel, da je to vrhunec osebnih kompetenc nekega inženirja oziroma strokovnjaka in nek vrhunec, v bistvu vrhunec karijere. Takšno znanje, a pa podjetje, da usposobi svetovalnega inženirja, traja med 10 in 15 let po naših izkušnjah. Prepričan sem, da je AGI akademija to obdobje našim inženirjem skrajšala za kakšno leto. Hvala, AGI. Evo, s tem smo prišli mi do konca našega programa in zdaj ste na potezi, dajmo vam to možnost, če vas kaj zanima, da bi kaj povprašali, da bi kaj komentirali, da bi se vključili v dvosmerno razpravo, da rečem tako. Ponovadi mora nekdo prelomiti prvi, potem gre pa lažje. Kakšno vprašanje? Vas koga zanima, ali pa mogoče, da tako rečem, če se mogoče pa malo predstavite, od kje prihajate? Kar? Mi kot majhna komunala, sicer moram reči, da bolj kot tole gledam, smo premajhna najbrž za te stvari, ker vidim, da ste tu res profesionalci z področja najbrž zelo velikih investicij. Kljub vsemu pa mi je to, kar predstavljate, zelo zanimivo. Namreč v, rečemo temu, srednjih občin, s koder prihajam, cirka 15,000 ljudi v naši občini, so budžeti občin relativno veliki, do nekje ranga 20 milijonov evrov, in tu noter je kar nekaj investicij, ki pa jih vodijo, jaz bom rekel pogosto, nimam dobre slike o tem, ker sem šele 2 leti v tem poslu, vodijo ljudje, ki jim občine zaupajo vodenje investicij, pa dvomim, da so strokovnjaki tega nivoja, kot jih tule izobražujete. Kljub vsemu pa gre kar nekaj sredstev v to in vidim predvsej priložnosti v tem smislu, da bi celovito poznali to tematiko, ki jo na nivoju občin zastopajo, pa verjetno bi lahko to še bolj upravljali. Tako da bolj mogoče kot sugestija tistim, ki se s tem ukvarjate, da mogoče razmislite o morebitni ciljni skupini, najprej pri županih in seveda njihovem osebju, ki se s tem ukvarja. Hvala. Hvala lepa za vaše mnenje. Jaz bi tako rekel, za nekoliko manjše sisteme je to gotovo zanimivo za direktorje, da dobijo tisto širino, pa tako naprej, pa za njihove namestnike, pa tako naprej. Jasno, da potem morda ne več, ampak sicer pa za vsakega direktorja je to zagotovo dobrodošlo. Vodja investicija, seveda. Naprej? Ja? Kar? Ja. Aha, hvala. Jaz bi tako na tale komentar, predvsem na nivoju občine. V Sloveniji je nekako kar neka percepcija ali pa neko, kaj se jim prepričanje, da kdorkoli naredi kakšno fakulteto, da je že sposoben za vodenje investicij. V bistvu, kot da nam je to že prirojeno, ampak ta dojemanje je res tukaj, se mi zdi, v Sloveniji neko izrazito in je ker drugje je vodenje investicij nekaj izredno odgovornega, vodja investicij ima tudi izredno, bom rekla, tako odgovorno nalogo, priznano nalogo, tukaj pri nas pa res, predvsem na občinah, to se strinjam, je to res prepuščeno neki stihiji in nekemu kaj se jim znanju in nekim sposobnostim tistim, ki pač so tam na občini. Pa niso samo občine, se vidimo, da je tudi, mislim, da tudi na nekaterih državnih inštitucijah. Jaz mislim, da ta prepričanje, da smo rojeni s tem, da smo vsi sposobni voditi investicije, na nek način se izkazuje, da nismo. Seveda pripeljemo do konca, samo vprašanje je, v kolikem času in koliko za to porabimo.
In to dojemanje, da je tudi to neka stroka, ki se bo mogla izoblikovati, in seveda na ta način tudi izobraževati prav v smeri nekega vodenja investicij, da bo tudi ta zavedanje prišlo slej ko prej. Evo, to je pa tudi moje mnenje. Hvala. Lep pozdrav, sem Mateja Kumer, arhitektka. Imam eno vprašanje, namreč vsi vemo, da ko gradimo nekaj novega, obstaja okoli nas tudi nekaj starega, se pravi stavbna dediščina. Profesionalno se tudi ukvarjam s tem področjem. Zdaj tujina je nekako že dojela, ali pa mogoče imajo to bolj v kulturi ozaveščeno kot mi, da iz teh starih stavb dediščine znajo narediti dobro investicijo, in se jim to splača. Kako daleč smo pa pri nas s tem, oziroma ali imate v programu Agija tudi kaj na to temo? Se pravi, obnova starih stavb, tudi vemo, da kvaliteta bivanja v starih stavbah zna biti kar na visokem nivoju, in pa ohranjati to simbolno vrednost, sporočilnost stavbe in pa njen pomen v nekih lokalnih okoljih ali pa recimo tudi v Sloveniji nasploh. Hvala. Ja, hvala lepa za vaše vprašanje. To je, bom rekel, eno področje, ki je, rekel, zelo specifično. Ga nismo posebej obravnavali. Seveda pa ima arhitektura kot oblikovanje in tako naprej tudi, bom rekel, čuvanje tega, kar imamo, dediščine, absolutno visoko prioriteto in težo. Tako da se absolutno z vami strinjam, da bi bila pa to posebej ena točka v akademiji, pa ni. Drugače pa res hvala za vaše vprašanje. Je pa v diskusijah, vprašanja so toliko, bom rekel, različna in tudi takšna in tako naprej, ker dejansko lahko rečem, da je akademija na razmeroma visokem nivoju in da ljudje, sploh to druženje v odmorih, ta komunikacija dvosmerna in tako naprej, to je ta dodana vrednost. Pozdravljeni, sem David Horvat, v glavnem prihajam z podjetja EVT4U, kjer v bistvu delujemo na managementu polnilnih postaj za električna vozila. In bi se mogoče sam dotaknil enega vprašanja. Gospod Uroš Mikoš je povedal, da veliko denarja bo šlo v prehod v brezogljično gospodarstvo. Pa me zdaj zanima, koliko je kaj tukaj zdaj mogoče že, a se že kaj dotikate te tematike tudi v sami akademiji, ker recimo dam primer, tudi različne, bom rekel, gradbena podjetja vedno bolj iščejo neke rešitve, tudi na Hrvaškem smo bili nedolgo nazaj, kjer v bistvu probajo nekako v vsako, dajmo reči, investicijo narediti vse, da bo takoj v bistvu vse že pripravljeno, kar se tiče za električna vozila. V Sloveniji pa nekje vidimo, da se mogoče 5 let stare zgradbe postavijo, potem pa ljudje praktično znotraj teh stavb nimajo mogoče, razen čez okno, čez, bi rekel, kuhinjo, polniti svoje avtomobile. Tako da tukaj se mi zdi, ne vem, kako delate kaj že na tem področju, čisto, no, to je nek primer, mogoče samo vprašam. Hvala. Ja, bom mogoče poskušal malo širše odgovoriti delno na vaše vprašanje, pa mogoče tudi na katera druga vprašanja in dileme. Zdaj kot prvo bi mogoče ponovil to, da seveda posameznih partikularnih vprašanj v investicijah je tako veliko, da je seveda ena akademija ne more vseh zajeti, lahko pa samo nekatera zelo aktualna pač potegne ven in recimo med njimi je bilo omenjeno vprašanje pametnih omrežij, kot recimo ena od aktualnih tem. Je pa nedvomno, da seveda nove tehnologije, ki se pojavljajo in seveda nek sodoben pogled na izvajanje investicij, je vgrajen v Akademijo gradbenih investicij. Mogoče ena razlaga, jaz sem poskusil malo prikazati, v kakšnih razmerah in na kakšen način je akademija nastala. In zdaj, ko smo akademijo zalaufali, smo si seveda v začetku predstavljali, skozi vzgojo kadrov je treba dvigniti imidž investicij.
Vemo, kaj se je vse dogajalo okoli Šoštanja, kaj se je dogajalo na avtocestnem programu, ki ga skozi nekako v družbi obtožujemo, da ni bil voden kvalitetno in tako naprej. Mi smo rekli, želimo vzgajati kadre, ki bodo vodili investicije na način, da bodo investicije dobile v državi pozitivno konotacijo, ne pa negativno. Pred par dnevi je bila dana informacija, drugi tir bo dobil tretji tir, to se pravi, postala bo to dvotirna proga in prvo vprašanje namesto navdušenja novinarjev, da bomo v državi dobili kompleten projekt te proge, da to pomeni konkurenčno prednost tržaškega, torej koprskega pristanišča, da to pomeni konkurenčno prednost Slovenije in tako naprej. Namesto vsega tega je bilo prvo vprašanje, koliko nas bo pa to koštalo. Hočem to povedati. Mi smo se takrat res fokusirali na velike projekte in na velika vprašanja, ker tam nastanejo največje neumnosti in največje škode za državo in družbo, in ki jih želimo preprečiti. Ampak seveda želim, da ne razumete, da je Akademija Agi namenjena samo tistim, ki vodijo največje projekte. Bo rekel, znanja, ki se dobijo, so namenjene vsem vrstam projektov. Dimenzija vprašanj na majhnih projektih je seveda manjša in posledice slabega vodenja projekta so nekaj manjše kot na največjih projektih. Ampak način razumevanja, ki ga morajo imeti ljudje, ki delajo na investicijah, je pa isti. In zato seveda vas vabim, da vsi tisti, ki delate na manjših investicijah, vidite v tem priložnost za vzgojo kadrov in pridobivanje širine v smislu kvalitetnega vodenja investicij. Zdaj seveda nikoli ne bomo mogli od akademije pričakovati, da bo zelo podrobna vprašanja lahko pač posamično obravnavala, ker to enostavno ne gre, temu so lahko namenjeni pač seveda neki specializirani seminarji, srečanja, dogodki ali kaj podobnega. Ampak gre pa dejansko za to, da poskušamo skozi akademijo predvsem vzgajati kadre. Pridobivanje znanja je v bistvu nek bistveno bolj enostaven proces, kot je vzgoja. In vzgoja je pravzaprav pomembnejša. Kadri, ki bodo skozi to akademijo šli in bojo dobili nek pogled na način, kako je treba vodenje investicij organizirati, tisti kadri bodo na vprašanja, ki jih mogoče ne znajo rešiti, znali poiskati odgovore. Vedeli bodo, na koga se obrniti in kje in na kakšen način reševati posamezne probleme. Ampak bistvena je vzgoja kadrov za nek ustrezen način delovanja v smislu pač vodenja investicij. To predvsem poskuša ta šola dati. Uroš, hvala lepa za tole, bom rekel, eno tako širšo. Bi pa na tole vaše eksplicitno vprašanje pa še Veko. Ja, bi še jaz konkretno, mi v modulu številka 4 obravnavamo tudi e-mobilnost. Namreč v pripravi je trenutno nacionalni energetski podnebni načrt, kjer bo seveda opredelil nove naše cilje glede e-mobilnosti do leta 2030. Zdaj v tem našem modulu 4 imamo tudi teme, kjer so konkretno predstavljeni določeni projekti, kako so posamezna podjetja rešili problematiko e-mobilnosti oziroma kako so oni svoj park preusmerili na e-mobilnost. To je konkretno predstavljen tak projekt, konkretno recimo z vidika Elesa, konkretno imamo te primere. Po drugi strani imamo pa tudi primere razvojnikov, vrhunskih razvojnikov, ki pa seveda razširjajo ta pogled e-mobilnosti tudi v drugo smer. To magister Uroš Salobir, direktor razvoja Elesa, je tudi podpredsednik Evropskega združenja, ki se ukvarja z to e-mobilnostjo, kjer ima pa še bistveno širše poglede. Ni samo napajanje vozila za e-mobilnost, ampak gre zdaj v drugo smer. To se pravi, da tudi shranjena energija v vozilih lahko takrat, ko vozila stojijo, so pri nas na parkirišču, polnijo nazaj omrežje. In klasični primer tega je tudi načrtovano parkirišče tule za Gospodarsko zbornico Slovenije, kjer pripravljamo konkreten projekt, to se pravi parkiranje, polnilnica vozil,
fotovoltaika, lastna proizvodnja, še mehna pilotska vetrna elektrarna in še pilotni projekt, da mi tisto energijo še pretvorimo v vodik. Malo pilotska vodikarna, hranjenje vodika. To so vse te komponente, ki so vključene, to se pravi, mi poleg predavanj imamo že konkretne projekte, ki nastajajo tu na Gospodarski zbornici Slovenije. Vi prihajate iz podjetja, ki se ukvarjate z dobavo oziroma mobilne oziroma polnilnice, ne. To sigurno za vas interesantno. Zakaj? Zato, ker če vi na tem Agiju sodelujete, boste te ljudi spoznali. Boste lahko vzpostavili kontakt in ga kasneje tudi lahko vprašate. Mislim, tle vi dobite eno širino, vidite, kjer je mednarodne organizacije, kako, in tudi pridobite na konkurenčnosti. To se pravi, v vsakem primeru, tudi za vas, ki imate konkretno vprašanje, ne moramo vse konkretno na tem, ampak vi pridete do povezav. Zelo pomembno je mreženje. Celo vrsto teh slušateljev se tudi ukvarja s tem. Eni kot projektanti, eni dobavitelji, eni distributerji, ki morajo bistveno povečati omrežje, da te polnilnice sploh lahko služijo svojemu namenu. Mislim, to so ta vprašanja, zato sigurno imamo mi teme, ki sigurno otvarjajo vam. Hvala. Jaz bi k temu, ko je gospod rekel, jaz prihajam z enega majhnega komunalnega podjetja, ne, jaz bi vam tako rekel, ne, nekdo, ki dela investicijo v svojo individualno hišo, ne, jaz sem prepričan, da vložek, če bi se udeležil akademije, da se toliko nauči v tem, da bo tisti strošek, ki sicer ni majhen, ne, ampak ga z pravimi odločitvami, ki vodi svojo investicijo zase, z lahkoto not prinesel. Ker dobiš ta vpogled, to širino, kako pomembno je projektiranje, kako gradbeno dovoljenje, kaj, kako, koga poklicati, kam vprašati in tako naprej. Tako da je pa predsednik, bom rekel, dal ta prav odgovor na to. Še kakšno vprašanje? Če ni, bi se vam res lepo zahvalil. Če bo koga zanimalo kaj dodatno, informacije imate, zunaj so tudi ustrezna gradiva, tudi zdajle, če je, da še kakšno rečemo, bom rekel, na 4 ali 6 oči ali kakorkoli, izvolite. Drugače pa hvala lepa, da ste bili tukaj z nami. Prepričan sem, da ste dobili ta pravi pogled v akademijo in seveda upamo na dobrih 5 let Akademije gradbenih investicij. Hvala lepa, da ste prišli in lep dan še naprej.